Zdaj pa, dame in gospodje, vabim k pozdravnemu nagovoru predsednico Zveze društev upokojencev Slovenije Zdenko Jamnik. Lep dober dan, drage gospe in gospodje. Veliko veselje mi je, da lahko danes poleg vseh upokojenih prijateljev iz celotne Slovenije med nami pozdravim spoštovane predstavnike Vlade Republike Slovenije, magistra Simona Maljevca, poslanke ter poslance Državnega zbora in Državnega sveta Republike Slovenije. V naši družbi pozdravljam tudi direktorja hotela Delfin, Miloša Milivojeviča, bivša vodstva ZDUS, predsednika Medgeneracijske koalicije Slovenije Simona Tuseviča, številne predstavnike raznih institucij ter moje sodelavce. V posebno čast pa se štejem, da nas bo preko video povezave pozdravila cenjena predsednica parlamenta, magistrica Urška Klakočar Zupančič. Ko slišimo besedno zvezo medgeneracijsko sožitje, pomislimo na dve generaciji, starejše in mlade, na povezovanje, pomoč drug drugemu in sodelovanje. Ti naši dnevi stopajo v drugo dekado desetletja in lahko rečemo, da spreminjajo družbeno miselnost, spodbujajo vključenost starejših, odpravljajo predsodke in stereotipe o starosti in že kažejo v naši družbi prve znake pozitivne podobe staranja. Čeprav še zdaleč ni tako, kot bi želeli in menimo, da se zaslužimo, danes ne bomo tarnali. Kako težko živimo, kako moramo vedno znova opozarjati na prenizke pokojnine in na redna ter izredna usklajevanja pokojnin, na težave z letnim dodatkom, niti ne bomo pripovedovali, kako težko pridemo do zdravstvene oskrbe, kako nas skrbi dolgotrajna oskrba, kjer smo prezrti kot družinski oskrbovalci, kako nas sodobna tehnologija prehiteva po levi in desni in kako v mnogih sferah družbenega življenja pogrešamo osebni stik. Torej danes bodimo veseli, da bomo skupaj preživeli lep dan oziroma kar dva, ter zadovoljni, da so nas z obisku počastili številni gostje in nam s tem pokazali, da nas spoštujejo in se zavedajo, da smo upokojenci soustvarjali pogoje za današnje življenje, da smo ljudje s številnimi življenjskimi in delovnimi izkušnjami. Te z veseljem delimo z mladimi in se od njih tudi učimo, saj nam je jasno, da so naša prihodnost, ki pa je lahko lepa in ustvarjalna, le ob obojestranskem spoštovanju. Osnovno vodilo današnjega dogodka je torej promocija aktivnega staranja in medgeneracijske sloge. Pester nabor aktivnosti smo strnili v 2 dneva, da pokažemo najširši javnosti pomen in družbeno korist starejših. Ker pa je splošno znano, da je kultura najmočnejši povezovalni element, se bodo na teh dogodkih zvrstili nastopi kulturnih skupin društev upokojencev v sodelovanju z osnovnimi in glasbenimi šolami. S posebno razstavo in z delavnicami se bodo predstavili tudi naši rokodelci. Tovrstna znanja in veščine namreč prehitro izginjajo v poplavi sodobnih nadomestkov, naši rokodelci pa bodo danes svoje znanje in spretnosti z veseljem prenašali na mlajše obiskovalce. Vsi cenjeni gostje in ostali obiskovalci boste imeli priložnost prisluhniti avtorski poeziji izpod peres ljubiteljskih piscev, seveda naših članov, si ogledati likovno in fotografsko razstavo, se pomoditi v digitalnem potičku, kjer bodo mladi nudili nasvete pri uporabi pametnega telefona. Kot pa že gotovo veste, bo pretežni del letošnje prireditve menil o praznovanju posebnega jubileja 20-letnice delovanja socialno-varstvenega programa Starejši za starejše, znotraj katerega starejši prostovoljci nudijo laične oblike pomoči svojim vrstnikom. Gre za eno najbolj spodbudnih zgodb nesebične pomoči pri nas, za edinstveno obliko organiziranega prostovoljstva starejših v Sloveniji. Sporočilnost programa v skrbi za drugega je, danes jaz pomagam tebi, jutri bo kdo drug pomagal meni.
Dogodek, ki ga danes svečano odpiramo, poteka v času tedna vseživljenjskega učenja in tedna ljubiteljske kulture, prav zaradi močne sinergije, ki jo vidimo med učenjem, kulturo in sožitjem. Spoštovane in spoštovani, v imenu pripravljalnega odbora letošnjega dogodka, torej mojih sodelavcev, ki se jim iskreno zahvaljujem za vas trud, ter naših upokojencev, vam želim, da bi bili danes v naši družbi zaželjeni. Kot si upokojenci želimo biti zaželjeni in slišani v tem nenehno spremenjujočem se svetu, ki ga včasih sploh ne prepoznamo več. Torej, dobrodošli na dnevih medgeneracijskega sožitja 2024. Hvala lepa.